Pozdravljeni! Po tistem mojem prispevku o razlikah med bolidom RB15 in STR14 je prišlo vprašanje, kaj je sploh tisto, kar se lahko prenaša z ene ekipe na drugo, oziroma kateri so tisti kosi, ki jih ekipa lahko kupi na tržišču, oziroma kateri so tisti, kateri avtorji morajo biti sami. Vsa zmeda okrog tega področja je nekako izvira iz obdobja približno dobro desetletje od tega. Namreč, nekje od sezone 2007 smo imeli vsaj dva primera, kjer se je tehnologija prosto pretakala. Tako v svetu Red Bulla, če pogledamo STR2 in RB3 so bili en in isti bolid, generalno gledano, STR3 in RB4 v naslednji sezoni prav tako in na koncu STR4 pa RB5 v sezoni 2009. Vseh teh bolidov je bil oče Adrian Newey. Podobno je bilo pri Hondi, kjer so ekipi Super Auguri sicer dali leto starejši projekt, tako Super Auguri SA07 sezoni 2007 je bil Honda RA106 iz prejšnjega leta in v naslednji sezoni SA08 je bila Honda RA107. Da so nekako prelisičili sistem, prelisičili pravilnik, so avtorstvo teh bolidov dali nekemu podjetju, ki je bilo nad ekipo. Naprimer, pri Red Bullu je Adrian Newey bil uradno zaposlen v Red Bull Technologies, tam zrisal bolide in nato je to podjetje prodalo en projekt Red Bullu, drugi projekt Scuderia Toro Rosso. V bistvu je šlo pa za en in isti bolid. To so prepovedali, danes imamo tako imenovane listed parts, kateri so določeni, da jih mora biti avtor ekipa. Ekipa ali njihov zunanji dobavitelj, kateri ne sme biti nikakor povezan s kakšno drugo ekipo, da bo jasno. To je točno definirano v dodatku 9 športnega pravilnika Formule 1 FIA. 3 a 4 formatov. Na prvih dveh so točno definirane vsa ta razmerja, kako mora biti, tudi kako mora biti razvoj, kajti vkolikor se kupi del, ki ni na tem spisku listed parts, je prepovedan razvoj, kajti rahlo, ker naprimer ure v vetrovniku so naprimer omejene, rahlo proti načelom bi bilo, da bi nekdo kupil ta del in potem ga skupaj z intelektualnim lastnikom razvijal z dvojnim številom ur v vetrovniku pa tako naprej. Vse to je definirano na dveh. Tretji je pa ta spisek listed parts in ta je izjemno kratek, kot boste videli. Gre za to varnostno celico, tam, kjer se nahaja voznik in rezervoar, sprednjo strukturo, to strukturo, ki se deformira, varnostne loke, to se pravi vse te strukture, ki so podvržene crash testu, ter tako imenovan bodywork ali karoserijo, kot definira tehnični pravilnik Formule 1. Poenostavljeno povedano, brez da se spuščamo v kakšne podrobnosti, vsi elementi, kateri so podvrženi zračnemu toku in nekako niso vezani na pogon bolida. Poenostavljeno povedano, bolj sem poenostavil, kot da bi šel v podrobnosti, da se razumemo, da se ne bomo lovili za besede. Če še bolj poenostavim vso zadevo, pri Formuli 1 mora biti ekipa, intelektualno avtor vsega tistega, kar vidimo pobarvanega in z napisi pokroviteljev. To se pravi prednjih profilov, zadnjih profilov, ravnega dna, pokrova pogonskega sklopa, te varnostne celice, šasije, da smo si na jasnem in tako naprej. Vsega tistega, kar vidimo pobarvano, to je to. Vse tisto, kar je naprimer izpod tega, pa lahko kupi na tržišču. Govorimo naprimer o vzmetenju, o obesah, o pestih, o košarah za zavore. Nekako logično je, da bojo zavorni diski, zavorne ploščice, zavorne čeljusti kupljeni na tržišču od tretjih proizvajalcev. A tu so še sistemi, kako se to uravnava, cevi, kako grejo hladilne tekočine, kako grejo kabli. Vse to se pa lahko vzame od zunanjega dobavitelja. Sedaj pa smo pred enim drugim vprašanjem, katerim ni bilo postavljeno, a je očitno. Kako je možno, da so si nekateri bolidi v določenih delih tako zelo med seboj podobni? Če pogledamo še tisto analizo, Red Bull RB15 in STR14 imata izjemno podoben pokrov pogonskega sklopa.
Sicer res pod njim gre za enak pogonski sklop Honda, enak menjalnik, enako zadnje vzmetenje, a podobnost je več kot očitna. Še več, če pogledamo malce v lansko sezono, Haas v F18 in leto prej, leto starejši Ferrari SF70H, jih je težko ločiti med sabo, koliko jih pobarvamo z isto barvo. Kako je možno, da so nastali tako podobni deli bolidov oziroma tako podobni? Če pogledamo sam pravilnik, je prepovedan prehod tehnologij, prehod teh načrtov, tega avtorstva. Tudi ekipa Haas, katera kupuje na tržišču, je povezana z Dallara in Dallara za njih ustvarja njihove bolide. Torej, pri Dallari niso smeli videti načrtov Ferrarija SF70H, da bi jih nekako v navednicah prekopirali in tako naredili Haasov bolid. A moja interpretacija je neka možnost, da je do tega prišlo. Namreč uporabljajo dostikrat ekipe ene in iste vetrovnike. In kaj, če namesto, da bi videli projekte bolidov, so videli rezultate, ki jih je določen bolid imel v vetrovniku. Namesto, da bi dobili vprašanja na test, so dobili odgovore. Treba je bilo samo poiskati prava vprašanja. Inverzni inženiring. Pravim, da je mogoče, ne pravim, da je res. V glavnem, bolidi so med sabo zelo podobni. In tudi, če si zamislimo te non-listed parts, te deli, kateri so na razpolago nekako ekipam, da z njimi jih kupujejo, so zelo tehnološko zanimivi. Spomnimo se samo tistega zadnjega pletišča in zadnje košare pri Mercedesu v lanski sezoni, tiste sporne, katera je imela zračni tok usmerjen skozi pesto. No, ta del ni na listed parts, ni na tem spisku, torej bi bil lahko na razpolago vsem ekipam. Pri Mercedesu so zelo dosti znanja in sredstev vložili v to in nekako logično bi bilo, da bi lahko nekomu to dali tudi na prodaj. Vsekakor želijo vse ekipe v Formuli 1 imeti kar najboljši bolid z najmanjšim možnim vložkom. Tudi v zgodovini, bistveno pred tem, je bilo dosti ekip, ki so kupovale razne elemente oziroma cele šasije na tržišču in bile dokaj uspešne. A Formula 1 je šport pravih konstruktorjev, to je razlika med Formulo 1 in naprimer ameriškimi serijami, zato da je tudi prav, da so ti pravi konstruktorji tudi avtorji svojih bolidov. In prav zato imamo svetovno prvenstvo med konstruktorji. Žal FIA je zelo ohlapno definirana, kaj so te listed parts, po drugi strani je povedala zadosti. Treba bi, pa po mojem mnenju, da bi bilo tu malce več nadzora. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.